umetna inteligenca in online programi v letu 2026. 3 stvari, ki vam mogoče lahko pomagajo tukaj, oziroma ki jih je mogoče začeti drugače razmišljati o online programih v letu 2026. In sicer, prva stvar je to, da ljudje danes grejo lahko vse po ChatGPT ali pa pač kjerkoli drugo orodje, vpraša ChatGPT, kako naj to rešim. Ja? Kje je tukaj težava, je to, da nekdo, ki ni strokovnjak na nekem področju, ne bo vedel, kdaj je začel se chatko zmišljevati oziroma postrokovno rečeno halucinirati. Ja? Tako da v bistvu naša dodana vrednost kot strokovnjakov je, da še zmeraj v bistvu znamo presoditi informacije, kaj je ok, kaj ni ok. Medtem ko nekdo, ki je laik, ga lahko chatko zelo hitro na neki točki zavede. Tako da, ko prodajamo naše programe, se dajmo zavedati tega, da je v bistvu naša dodana vrednost to, da imamo, bom rekla, še zmeraj smo mi tisti, ki smo strokovnjaki v zadju in dajemo lahko še zmeraj neke strukturirane informacije, ki jih mogoče chatko ne more dati. Druga zadeva, ko ljudje uporabljajo chatko, tako laik uporablja chatko ali pa karkoli drugega, ne ve, česa ne ve. Ja, laik, bom rekla, nekdo, ki išče neko informacijo, ne ve, česa ne ve in tudi ne more vprašati, česar ne ve. Ja? In ponavadi ljudem zmanjka točen ta del. Lahko grejo vse pogooglati, lahko grejo vse iskati pa brskati, ampak manjkal jim bo ta vidik, ker ne bojo znali vprašati tistega, česar ne vejo, da pravzaprav ne vejo. In pa tretja stvar je pa to, da dajmo mogoče začeti na programe gledati majčkeno drugače, da to niso več samo neka strukturirana pot, gre tudi za to, da so v bistvu danes informacije, oziroma tudi neki trendi informacije, stvari se dosti hitro spreminjajo in zato v bistvu mogoče gledamo bolj na naše programe kot support in začnimo celo mogoče, odvisno pač od področja, vključevati umetno inteligenco na ta način, da ljudem pomagamo, kako naj to umetno inteligenco uporabljajo oziroma kako naj jo spremljajo oziroma uporabljajo v naši branži. Ja, to se pravi, jaz sama sem recimo konkretno šla čisto na novo zdaj narediti moj program o marketingu za avtorje programov. Naredila sem ga tako, res program, ki je bil pred 9 tednov, sem ga naredila tako, da ga lahko v 6 dneh pregledate. Zakaj? Ker vem, da ljudje vse več uporabljajo umetno inteligenco in sem raje obrnila zadeve in sem začela delati tako, da vas spodbujam, dam vam začetne namige, začetne usmeritve, povem tisto, česar se morda vi v tej fazi ne zavedate in vas potem usmerim, kako uporabljati umetno inteligenco oziroma konkretno chatkota, da vam pomaga razmišljati, da vam pomaga brainstormati, da vam pomaga ustvarjati stvari. Ja? Tako da, dajmo mogoče začeti stvari na drugačen način gledati in tudi v bistvu potem, ko rabimo, v bistvu tudi tukaj potem pomeni, da rabimo majčkeno drugačne platforme, ravno zaradi tega sem tudi razvila spletni hub, torej spletno središče, ki niso več samo klasične učilnice, ampak tudi spletna skupnost oziroma pač neke spletne sobe, ki pomagajo in podprejo celotno zadevo iz tega vidika, da ne peljemo samo čez neke step by step korake, ampak dejansko naredimo eno tako bolj bogato in celostno spletno učno izkušnjo.